Ni bila vezana na sklepe izvršilnega odbora na temo sklica predčasnega volilnega kongresa, ampak smo obravnavali še nekatere druge aktualne teme, vezane na rebalans in ostale aktualne dogodke. Izvršilni odbor se je danes seznanil z nepreklicnim odstopom gospoda Bojana Šrota, s funkcije predsednika Slovenske ljudske stranke. Ta ga je podal na 7. redni seji sveta stranke pred 2 dnevi v Slovenskih Konjicah. Na podlagi statuta je danes izvršilni odbor pooblastil mene kot podpredsednika stranke, da začasno vodim stranko, v moji odsotnosti pa podpredsednico stranke gospo Ireno Majcen, torej da predstavljava in zastopava Slovensko ljudsko stranko. Svetu stranke predlagamo, izvršilni odbor torej, da se skliče predčasni volilni kongres 16. maja v Krškem. Predlagamo tudi, da se na predčasnem volilnem kongresu na novo volijo vsi organi stranke. Danes smo tudi sprejeli vse ostale postopke, ki so vezani na sklic izrednega kongresa, vse, kar je vezano na način vodenja volitev delegat, pa prav tako tudi glede pravilnika o kandidiranju in pa tudi sam rokovnik. Sam pričakujem, da boste v prihodnjem tednu svet in glavni odbor stranke opravila svoje delo in da bo 16. maja Slovenska ljudska stranka dobila 7. predsednika ali pa predsednico stranke. Morda še nekaj kratkih misli, ki so vezane na aktualni položaj Slovenske ljudske stranke, v aktualnem položaju slovenske politike, vezane na čas pred evropskimi parlamentarnimi volitvami, pa tudi vezane na zelo zapleteno in resno finančno-gospodarsko situacijo, ki vedno bolj dobiva tudi odzive v zapleteni socialni situaciji v slovenski družbi. Za Slovensko ljudsko stranko kot stranko opozicije, ki ima 5 poslanskih sedežev, se postavlja tukaj veliko resen izziv, kako ali biti načeloma proti vladnim odločitvam, ali pa jih s svojimi izkušnjami, ki jih ima, preprosto kreirati in predlagati dobre odločitve. Ta ponesrečen poskus rebalansa, tudi napačnega tajminga, da v dnevu, ko priješ v parlament, dobiš nove makroekonomske podatke, ki ti vse temelje na prihodkovni strani spodnesejo, žal govori o relativni nespretnosti aktualne vlade, tako bi rekel PR-ovski, kot tudi makroekonomski. Ampak tu so manjše pomanjkljivosti, ki bi o boljši koordinaciji vlade se lahko izboljšali. Pomembno je vezivno tkivo slovenske družbe. Sedaj bi potrebovala Slovenija eno partnerstvo za razvoj in solidarnost, ki bi presegala samo rivalstvo med 2 največjimi strankami, ampak bi seveda v ta snovanja povabila vso slovensko politično, jaz bi rekel, izkušnjo, ki je. Zadnje parlamentarne volitve so de facto vzpostavile blokovski sistem v Sloveniji, eno močno levo pa eno močno desno stranko, in s tem so avtomatsko vse ostale stranke na levi in desni postavile v neprijetni položaj. Namreč, da so obsojene na manjšinske pozicije in da pobirajo doktrinice, ki padajo iz nekakšnega dogovora, da imamo v Sloveniji na pol večinski volilni sistem. Torej, postavljajo te stranke v težak položaj, imajo tudi težave znotraj sebe, po drugi pa te 2 tako manj veliki stranki seveda postavljajo v skomine, da bi želeli sami oblikovati slovensko politiko. Izkazalo se je, da to ni dobro za slovensko aktualno politično sedanjost. Slovenska ljudska stranka želi biti del rešitve in ne del problema. To je naš odgovor na aktualno politično situacijo, tudi na bližajoči kongres. Jaz bom sam kot podpredsednik stranke storil vse, da bo kongres dobro pripravljen in da se Slovenska ljudska stranka vzpostavi kot stranka rešitve problemov na področju gospodarstva. Zdaj je čas, da se na novo vzpostavijo vsi mehanizmi socialno-tržnega gospodarstva. Neoliberalni model se je izčrpal, bil je slabo nadzorovan, pohlep po dobičkih je bil prevelik. Čas je za solidarnost in pa večjo okoljsko občutljivost. Prav tako je bila in bo še ostala Slovenska ljudska stranka stranka rešitve in ne stranka problemov na vse teme, ki so vezane na oblikovanje pravične meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Slišimo neke neuradne namige, da gredo novi predlogi evropskega komisarja Olija Rehna pride blokadi hrvaških pogajanj za vstop v Evropsko unijo v to smer, da bi se nekako diskreditiralo ali pa zmanjšalo ali pa zminimaliziralo na vsebinski ravni sklepe državnega zbora, ki so sprejeti. To je za Slovensko ljudsko stranko nesprejemljivo in seveda bi bile take odločitve, jaz sem pa prepričan, da jih slovenska vlada ne bo sprejeta, bi tudi pomenila, da smo vstopili v suvereno odločitev državnega zbora. To.
Če kaj v evropskih volitvah, danes smo dan na izvršilnem odboru? Danes, ravno o tem sedaj nadaljujemo, oblikovali smo delovno skupino za pripravo evropskih, torej za pripravo vse, kar je vezano na evropske parlamentarne volitve. Naša lista, jaz pričakujem, da bo ena dobra sinteza, jaz bi rekel, generacijske, stanovske in regionalne širine, ki jo premoremo v naši stranki. Imamo dosti izkušenih ljudi iz preteklih vlad, sedanjih in preteklih parlamentarnih mandatov, izkušene župane in tudi nekatere posameznike, ki bodo oblikovali to listo. Dokončna odločitev, kdo je nosilec ali nosilka liste, bo sprejeta v naslednjih 3 tednih, po mojem prepričanju. Nekoliko se nam sedaj pokrivajo roki, ki so vezani na kongres, pa tudi roki do, mislim, 6. maja, ko je potrebno listo vložiti. Ampak bi se dalo tukaj poiskati sinergije in motivacije, da bomo oboje skupaj dobro naredili.